Oh my God, jaz sem rabila zdaj en teden detoksa od te politike, ker meni je prejšnji teden počel film. Pač bilo je vsega preveč in jaz sem rekla, jaz se moram umakniti, ker če ne, se mi bo zmešalo. Že v bistvu tisto, ko je bil izvoljen Zoran Stevanovič za predsednika državnega zbora, me je šokiralo. Ampak zakaj me je šokiralo? Ne zato, ker je bil on izvoljen in ker je on prišel na to pozicijo, ampak zato, ker nekako, ne vem, jaz pa nisem vedela ali pa pričakovala, da bi on lahko postal, ali pa da ima on sploh kakršno koli možnost, ali pa da se sploh kaj v to smer razvija. In v bistvu, ko se je to zgodilo, sem bila na nek način v šoku. Pač podobno je bila v šoku tudi, recimo, če bi postal predsednik državnega zbora Robert Golob ali pa Janez Janša. Nekako moja ideja je bila, da predsednik državnega zbora postane nekdo, ki je tam manj pomemben. Ne? In zato me je to na nek način šokiralo, ampak ok, ne. Bilo mi je super iz vidika, ker se je kazalo, da bo v bistvu glih to, ker je on predsednik državnega zbora, pomagalo Janezu Janši, da sestavi svojo vlado, kar pa je v bistvu bila tudi moja želja, mislim, da sem to decembra rekla, ali ne vem, v enem videu vem, da sem rekla, da si ful želim, da bi Janez Janša sestavil vlado in Robert Golob bi pa bil v opoziciji. In nekako se kaže, da grejo stvari v to smer, ampak vse je še zaenkrat negotovo zaradi afere glasovnic. In to je bilo potem, takoj za tem državnim zborom se je zgodila ta afera z glasovnicami in meni je tukaj pač počel film. Ker what the fuck is that? Kaj se to dogaja? Pač ta afera glasovnice je še ena večja paštaštuta kot karkoli drugega. In zakaj mi je počel film? Predvsem zaradi Goloba in zaradi SD in zaradi Levice. Zdaj, tisti, ki ne veste mogoče, kaj se je zgodilo, ko je potekalo glasovanje za predsednika državnega zbora, to je tajno glasovanje. Se pravi, point tajnega glasovanja je, da se ne ve, kdo je kaj obkrožil, da ostane pač to skrivnost, ne. Ampak so potem odkrili na teh glasovnicah križce, krožce, zvezdice in ne vem kaj. In glede na število teh znakcev se je predvidevalo, da so stranke NSI, Resnica in Demokrati označevali svoje glasove, zato da bi na nek način preverjali, ali so vsi glasovali enotno. Ok, to zdaj glih ni neka najboljša stvar, ki so se odločili, če so to sploh dejansko oni naredili, bomo še prišli do tega. Ampak kar me je vznemirilo je to, da je potem Robert Golob začel s tem, da je to nedemokratično, da je to v bistvu neko prisiljevanje, da je to nek nadzor nad poslanci in ne vem, kaj še vse. In jaz bi se z njim strinjala, če se ne bi dalo ugotoviti, kako je glasoval levi pol, ampak je vse jasno, levi pol oziroma Gibanje Svoboda so bili vsi proti in so tudi baje, tega jaz nisem videla, ampak naj bi na državnem zboru javno povedali, da bodo oni enotno proti. In tudi tukaj bi se lahko, pač tudi tukaj se potem vidi neko pritiskanje na svoje poslance. Zdaj, pol imamo še to gibanje, Levico in SD, ki so pa tudi javno v bistvu pokazali, da temu nasprotujejo in niso sploh prevzeli glasovnic. Se pravi, tole tajno glasovanje v nobenem primeru ni bilo tajno. Še najbolj tajno je bilo se strani desne politike oziroma desnosredinskih strank, zato ker, vemo, da so nekako, oziroma to se vse predvideva, ampak predvidevamo, da so oni vsi glasovali enotno za, ampak vsi tej križci in krožci, to je samo neka predpostavka, da te križci pripadajo tem in tem, pač zaradi števila glasov. Ampak nikjer ni jasno, da je dejansko bilo tako, medtem ko pa na levi strani parlamenta pa je bolj jasno, recimo za Gibanje Svoboda je nekako, tudi oni so se označevali, ker so vsi glasovali proti in njihove glasovnice naj bi bile vse proti. In še najbolj jasni pa so bili Levica in SD, ko niso glasovali. Se pravi, tle v nobenem primeru ni bilo tajno glasovanje. In zakaj se zdaj kregamo za te križce in krožce, ki so še najmanj pomembni, v bistvu zakaj se kregamo?
Robert Golob je to dal ven zato, da se preusmeri pozornost, da se ne ukvarjamo s tem, kako je on poraženec, kako on je uničil državo, kako je on zasral vse skupaj, ampak se ukvarjamo s tem, kako je desnica pokvarjena, ker so oni enotno glasovali in še preverjali so svoje poslance. A sami so delali isto, pač what? In v bistvu ta afera se zdaj spet vrnila, ne? Lih prej sem bila na Facebooku in sem videla na 24 ur, da je Robert Golob dal na ustavno sodišče in naj bi se to razveljavilo in ne vem kaj. Mislim, to mi je tako glupo, stari moj, jaz ne morem verjeti, no. Pač vsi bi mogli prevzeti glasovnico, to je enkrat ena. Nobeden ne bi smel javno povedati, kako bodo glasovali, drugo kot drugo, vsi bi mogli prevzeti glasovnico in tretje kot tretje obkrožiti in tudi se ne označevati s temi križci pa krožci. Ok. To bi bilo, v tem primeru, če bi Levica, SD in Gibanje Svoboda vsi glasovali dejansko tajno, bi jaz bila 100% na Golobovi strani. Mislim, ne bi bila 100%, ker je vseeno glupa stvar, ampak recimo bi ga podpirala pri tem, ne bi ga podpirala, čakaj en moment, pač ne bi imela nič proti, no, ne bi imela nič proti, če gre on zdaj na ustavno sodišče, se krega zaradi tega, ne. Ampak tako pa, ko se ve, kako so oni glasovali in kako so tudi SD in Levica, pač se mi to zdi totalno pljuvanje v lastno skledo. In zdaj, če bo ustavno sodišče odločilo, da se razveljavi njegov položaj, bo to zelo jasen indikator, da je ustavno sodišče dejansko pod vplivom leve vlade oziroma levega pola, kar recimo Janez Janša dostikrat izpostavlja. Tako da, po eni strani to sploh ni napačna odločitev, da je šel Robert Golob na ustavno sodišče, je totalno butasta zadeva, zaradi katere se zdaj Slovenija tle krega, ampak ok, ne, pač dobro. Kadar lih prej sem prebrala, da se Golob sooča s postmočnim sindromom, ne, spravi, on je zdaj imel 4 leta oblast, moč v svojih rokah in vse, on je bil, pač on ima še problem z egom, ne, to je njemu itak napihano ego in zdaj njegov ego totalno uničen in pač valjda se na vsak način trudi spet priti na to oblast, spet biti na tej moči, spet biti nekako pomemben in pač išče vsako rešilno bitko, da bi se spet zvlekel gor na površje, kar je pač logično, ne, pustimo otrokom veselje, ne, dajmo tako reči, ker če ne se jim bo zmešalo. Ok. Zdaj, kar se pa tiče te same afere, ne, jaz sicer res se nisem poglabljala v to, ker kot sem rekla, jaz sem rabila detoks in se umakniti od vsega tega, ker imam več profilov na Facebooku, ne, Tea Lumina, tam imam ful politične, vse sledim, vse te politike pa to, in pol imam ta moj osebni profil, ker pa pač ne sledim tem stvarem in pol imam to možnost, da sem sam na drugem profilu in se na tak način umikam proč, da ne sploh spremljam, kaj se dogaja. Tako da ne vem točno, jaz sem videla izjavo od Stevanoviča, ko so za te križce krožce, videla sem izjavo od Logarja in videla sem tudi izjavo od tistega najstarejšega poslanca, ki je v parlamentu, ki je bil, mislim, da so imeli pol na Tarči debato o tem. Zdaj za Zorana in Logarja, jaz sem začutila, da to, kar sta povedala, da je bilo iskreno, da nista lagala, je pa res, da Logar ni sodeloval pri glasovanju, ker on sploh ni pač notri v Državnem zboru. Zoran pa kao naj sploh ne bi tudi obkrožil, ker za njega se itak ve, da bi obkrožil za, logično, pač za se boš dal glas, ne, če ti je sploh pač če ti je v interesu biti na taki poziciji. Tako da možno je, da so se to poslanci dogovorili med sabo. Zdaj, zakaj? Mislim, meni se to zdi tako, no. Pač jaz na neki način skoraj ne verjamem, da so se oni zmenili, da se bodo označili. Meni je to tako malček smešno, zato ker mislim, tudi če se ne bi pač glede na to, da so se označili, zdaj, če bi bil recimo en krogec manj od tega, kar so se zmenili, saj ne bi vedeli, kdo je obkrožil krogec, pač
Pa tudi, če bi poli spraševali te poslance, kdo ni glasoval za in kdo se ni podpisal, pač nobeden ne bi rekel, jaz sem bil, jaz nisem, pač, what? Ne vem, to mi je tako malček sumljivo. Sej, pa je, da so se te stvari že dogajale v preteklosti, da je to pač neka taka v navednicah redna praksa, no, ni glih redna, ampak se je že dogajalo. Ampak glede na to, kako imamo razdeljen državni zbor, mislim, ne vem, no, meni je bilo to malo sumljivo. Ampak ok, dajmo reči, da so se res označili. Aha, tudi to mi je bilo še sumljivo, ne? Ker so se označevali s temi krogci pa zvezdicami, kar je ful očitno, ne? Se pravi, ko vidiš glasovnico, ti takoj pade v oči tole. Glasovnica pa, taka kot je, odpira ogromno možnosti, da bi to speljali dosti bolj prefinjeno, dosti bolj sofisticirano. Naprimer, tam je uni žig, ki je poln detajlov in bi se lahko zmenili, dajmo v žigu obkrožiti črko R, drugi bodo obkrožili črko S, in tako naprej. In to bi bilo manj opazno in tudi manj bi se poznalo na fotokopijah, ne. Torej, če bi se oni res lahko, če so se oni res zmenili, da se bodo podpisovali, mi je smešno, zakaj bi tako očitne znake dajali, zakaj se niso zmenili za kaj bolj prefinjenega, ali imajo oni res tako malo domišljije. Jaz mislim, da ne, mislim, ali pač, ker mi je tako, pač valjda se to opazi, valjda ne bi se zmenili, ja, dajmo narediti krožce, krogec in kar mi je v bistvu, kar mi je bilo res zanimivo, bilo to, ko sem videla tiste slike od teh glasovnic in so bile tako postavljene pač krožci zraven in vsi krožci so bili enako odmaknjeni od spodnjega roba. Vsi za, ne vem, 5 centimetrov, vse to, kar se tam videlo. In jaz ne verjamem, da so se prav vseh teh, ne vem, kateri so izbrali krogce, mislim, da demokrati, oziroma glede na število, naj bi bili to demokrati, ne verjamem, da so se zmenili 5 centimetrov od spodnjega roba naredi krogec. In da so vsi zadeli pa točno skoraj isto pozicijo. To mi je bilo tako malček preveč sumljivo. Pa tudi ti krogci so se mi zdeli vsi preveč isti, ne, vsak nekako naredi nekakšen, pač ne vem, no, eden bi naredil večji krogec, eden manjši, vsi pa so bili nekako isti. Recimo pri zvezdicah se je videla ta razlika, ne, ena zvezdica bila večja, ena bila manjša. Ne vem, meni je bilo to vse skupaj preveč sumljivo. In potem sem se odločila, oziroma pač jaz sem razmišljala, ta STA, ne, jaz sem pol prebrala objavo, da, oziroma novinarski članek, da je STA pridobila kopije glasovnic, ne. In na kopijah pač vidi se, da so kopije, ker niso prepognjene, in vidi se, da so kopije, ker so oznake oziroma to, kar je obkroženo s kemičnim, je v črni barvi. Torej se vidi, da se gre za fotokopije. In to je zdaj ful pomembna informacija. Ker jaz sem pol spraševala ChatGPT, kako poteka sploh glasovanje za državni zbor, ker me je zanimalo, če oni slučajno res niso označevali teh svojih glasovnic. Kje se je zgodila tista, kdo bi lahko to nastavil? Ker meni se je to zdelo nastavljeno, ok? Jaz sem dobila tak občutek, da je to neka mučka. In glede na to, oziroma ChatGPT mi je tako rekel, ne, prva možnost, prvi kiks, kjer bi se to lahko zgodilo, je, ko so dajali glasovnice, ne, se pravi, poslanec pride tja, pred nek pult ali kakorkoli, on se mora tam podpisati, da je prevzel glasovnico in potem gre glasovati in odda v skrinjo to glasovnico. In Chat je rekel, da bi lahko recimo se zgodilo, da bi ta, ki je dajal glasovnice, označeval, ne, se pravi, pride Zoran Stevanovič in naredi krogec, zato da ve, aha, to je od resnice, ne, kako je glasoval kdo. Ok, smiselno, ampak meni se to ne zdi realno, zato ker če bi bila jaz v državnem zboru in bi prevzela glasovnico in pa bi videla, da je na glasovnici nek krogec, pač valjda bi mi bilo to sumljivo, ne bi te glasovnice oddala, bi šla tja in bi rekla, kaj je ta krogec tle. Pač zdaj tudi mogoče ga lahko spregledaš, ampak ta možnost se mi skratka ne zdi realna. Potem druga možnost, ki jo je on navedel, je bila ta, da torej, ko oni
ko vsi oddajo glasove, se to škatlo nese nekam in se te glasovnice strese na mizo in potem so tam ljudje iz državnega zbora, se pravi od različnih strank, ki sodelujejo pri štetju. In potem je Čet rekel, da morda si je tako nekdo označeval, katere glasovnice je preštel, ne? In da je on tam delal te križce pa krožce. To se meni tudi ne zdi glih realno, ker če je v tej sobi več ljudi, je to zelo težko skriti. Pač prej se kdo opazi in ti reče, hej, zakaj čečkaš po glasovnicah in jih označuješ. Ampak ok, morda bi lahko bila neka možnost, da je nekdo to za nalašč tako obkrožil in je dal pač 4 krogce, 9 tega, 6 tega in tako naprej. Ampak meni se to ne zdi glih realna možnost. Potem pa, še ko sem jaz tako razmišljala in ko sem videla za ta STA, sem rekla, ma čakaj malo, kaj pa če je STA to nekako, da so oni to v bistvu podtaknili, da izpade, kot da so bili te križci krožci, ampak v resnici tega sploh poslanci niso počeli. Zakaj sem to pomislila? Zato, ker se govori pač, da so novinarji podkupljeni iz levega pola, pa take stvari, pa da je vse podkupljeno, ne, se pravi ustavno sodišče, pač vse, da je nekako ta leva mafija nekje, ima vse čez, neka hobotnica, ki drži vse te niti in to. In če so vsi kao neki podkupljeni, potem je mogoče tudi ta STA, ne, torej ta Slovenska tiskovna agencija. In jaz napišem Četu, hej, kaj pa če Slovenska tiskovna agencija vzela te glasovnice, naredila fotokopije in jih označila s križci in krožci za to, da bi prišlo do neke afere in da bi se preusmerila pozornost. In tukaj mi je bilo zelo zanimivo, kaj je Čet rekel. In to je zelo pomembno, zato poslušajte pozorno. Čet mi je začel govoriti, to je absolutno nemogoče. Zakaj? Zato, ker kadar oni te glasovnice preštejejo, se naredi zapisnik in se napiše, koliko je bilo tega, koliko je bilo tega, koliko je bilo tega. In potem se vse te glasovnice vstavi v neko mapo, ki se jo zapečati in se jo pospravi kot v nekakšen arhiv ali pa sef, ne? Zdaj, ali lahko zaupamo ChatGPT-ju ali ne, jaz ne vem, ok? Pač on mi da te informacije, jaz nimam cajta zdaj brskati, da bi jaz ugotovila, pač niti ne vem, kje bi to, no, kakorkoli. Ampak tako naj bi potekal postopek. In ko pride STA v državni zbor in zahteva vpogled v glasovnice, kar je čisto demokratično oziroma je po pravilniku, dejansko STA ima možnost, da to naredi, je v bistvu postopek strogo varovan, ne? Čet je pač razložil, da se to mapo vzame, se jo odpre in se tudi napiše v zapisnik, kdo je prišel pogledat, ob kateri uri, zakaj, kaj so pač počeli in tako naprej. In ko STA konča z ogledom, se to spet pospravi, zapečati in tako naprej, ne. Se pravi, to je kao strogo varovano. In ok, to se meni zelo vse smiselno in prav, ok, nimam nobene pripombe. Ampak pripomba je bila pri tem, ker so vsi govorili, da je STA pridobila kopije glasovnic. In pol mi je Čet rekel, ne, ma kaki, to pa ne, mislim, to pa je smešno, to pa se ne dogaja, da bi STA imela kar nek usporedni arhiv svojih glasovnic. Glasovnic se ne kopira. In tle sem bila jaz malček tako, aha, ok, se ne kopira. Grem jaz pregledati ta novinarski članek, oziroma mislim, da je bilo to na Sloveniji ena poročila, ali dnevnik, ne vem. Pogledam še enkrat te slike, ki so jih objavili v prispevku in se jasno vidi, da so to fotokopije. In jaz Četu napišem, ampak se vidi, da so fotokopije, glasovnice niso prepognjene, oznake so črne, se pravi to, kar je bilo s kemičnim, ne, je pač črno, vidi se, da so fotokopije in tudi napisali so v prispevek, da je STA pridobila kopije. Ne, kopij glasovnic se ne dela, lahko se naredi fotografije, lahko se skenira, ampak
fotokopij se pač ne dela za glasovnice. To nima nobenega smisla. Pač, on je na vsak način hotel zatrditi, da te glasovnice, ki so jih imeli STA na mizi, da to niso fotokopije, ker se fotokopij ne dela. In kakorkoli sem ga probala obrniti, da bi on rekel, ja, mogoče so pa res fotokopirali, ni šlo. Se pravi, on je trdno vztrajal pri tem, da fotokopij glasovnice ne dela in da STA nima nobene pravice fotokopirati te glasovnic, lahko pa jih slika ali pa zaprosi za skene. Ok, potem sem si rekla, morda so oni dobili sken in so sprintali na črno-bel papir, ampak fora je, da ne vem. Jaz, pač te glasovnice, Marija sveta, te glasovnice so bile vse na A5, mislim, zakaj bi nekdo kopiral in pol še to rezal, razen, če bi bila zadaj neka agenda, neka manipulacija, neka prevara. Ne? In Robert Golob je rekel, jaz sem bil po izvolitvi 3 dni v šoku. Tako je rekel, priznam, jaz sem bil 3 dni v šoku. Pač ne vem, zakaj je to mogel priznati, ker vse se je videlo, ne? Se je bilo jasno že na sej državnega zbora, da so bili vsi iz Gibanja Svoboda v šoku. Oni so bili v drugačnem šoku kot jaz, ok? Jaz sem bila v šoku zaradi drugih aspektov ali kakorkoli, drugih pogledov. In pol je rekel, ampak po 3 dneh sem dojel, to je prevara. In jaz mislim, da on ni nič dojel, ampak je tekom vikenda dobil idejo, da bi lahko naredil neko prevaro in kakšna prevara bi to lahko bila. In sploh ni dojel, da si pljuva vlastno skledo s tem, ko obtožuje desne poslance, da so se označevali, čeprav so bili, oni so delali dobesedno isto stvar, samo da niso upravljali križcev krožcev, ampak so javno povedali, kako bodo glasovali, ali pa celo niso prevzeli glasovnic. Pač what? Ful smešno. V glavnem, jaz sem 99% prepričana, da je to dejansko prevara. Obstaja tisti 1%, ko dopušča možnost, da so se te poslanci iz desnega pola oziroma tega trojčka dejansko zmenili, da bodo se označevali. Ok, dopuščam to možnost. Ampak glede na vse skupaj, sem jaz skoraj 100% prepričana, da te križci pa krožci na original glasovnicah sploh ne obstajajo. Ne vem. Jaz mislim, da jaz bi verjela samo, če vidimo originale teh glasovnic. Ampak tudi to spet, pač ne vem. Kaj sem tudi vprašala chat, kaj pa če je STA recimo prevzela glasovnice, pa so oni potem tako naredili, ne? In je rekel, da ne, da to je pač nemogoče, ker je to strogo varovano, tako da absolutno to ne pride v poštev. Ampak mene je najbolj tole, ker so novinarji rekli, da gre za kopije glasovnic, ChatGPT pa je vztrajal pri tem, da se kopij ne dela, da to pač se ne dela, pač ni razloga, da bi se fotokopiralo glasovnice, ki jih potem lahko daš STA-ju v pregled. Možno pa je, da so pač skenirali glasovnice, da imajo v nekem digitalnem arhivu in da so pol te glasovnice naprintali, skenirane, ne? Ne vem. To je bilo malček too much. Skratka, too much mi je bilo prvič zaradi tega, ker se mi to zdi totalna butasta stvar, da se moramo zdaj glede tega prepirati, ker bi se lahko reši glede kakšnih bolj pomembnih zadev. In butasto, ja, ne vem, zdaj mi malček že tako. V glavnem, pol pa se je nadaljevala še ta drama, ne, pol je začel Zoran z vodenjem teh državnega zbora in to, in koliko enih napadov, mislim, kakšna je bila Urška Klakočar Zupančič v prejšnjem mandatu, ne, in zdaj Zoran, jaz sicer nisem videla nekih ful teh posnetkov, ampak Zoran je bil, se mi zdi, to, kar sem videla, čisto korekten. Nisem videla nobenega videa, da bi se videlo, da je on
tak, kako bi rekla, umazanec kot Urška Klakočar Zupančič. Ne? Ona je imela res take pripombe, ko prav na bruhanje mi je šlo kdaj, ko sem videla kakšen izsek. Sicer vedno so bili te vse izseki izrezani ven iz konteksta, ne? Se pravi, si videl samo uno, nisi vedel, kaj se je dogajalo prej in pol, ampak vseeno. Ne vem. Pač težko bom tle zdaj komentirala tako, ker za Urško Klakočar Zupančič sem imela dosti časa mešane občutke, najprej mi ni bila všeč, pol mi je bila kar naenkrat ful všeč, pol pa mi spet ni bila in zdaj mi pa sploh ni več všeč, ne. Tako da mogoče nisem dovolj objektivna v tem, ampak se mi pa zdi skrajno smešno, kaj sem videla, ne vem, Alenka Bratušek se je smejala Zoranu, pa neki so mu očitali, da naj si prebere pravilnik Državnega zbora, pa ne vem kaj. Pač on je prvič v Državnem zboru, ne? Zoran Stevanovič. On je zdaj prvič notri v Državnem zboru, je del tega procesa in je pač bil izvoljen. In recimo, če bi bila to skupina nekih normalnih ljudi, pač razumeš, da je to nek človek, ki nima pojma še zaenkrat, ne, pač ti priješ kar naenkrat zdaj na pozicijo predsednika Državnega zbora, pač to so celi neke procedure odzadaj, neka pravila, vse to, ne moreš ti tega naštudirati v roku 10 dni in začeti delati vse po pravilih, ker pač je proces nekega učenja, nekega prilagajanja in se mi zdi, da so te na levem polu ful preveč agresivni s temi nekimi pravili in se mi zdi tudi, da so te njihove obsodbe prav sam, da iščejo dlako v jajcu. Sam, da iščejo neko dlako v jajcu. Pač to so res, levičarji so res taki, ne iščejo dlako v jajcu, medtem ko sami spuščajo en kup dlak papirja še zraven, ne. Tako da ne vem, jaz sem v glavnem se odločila, da ne bom se zdaj več toliko tle nekaj ukvarjala, mislim, ne bom toliko spremljala več te politike, ker vsaj dokler se zadeve malček ne umirijo, ker če ne, mi se jih bo zmešalo in pol to meni, ker, glej, veš kaj je fora. Jaz vidim tako neko afero, ne, recimo to za te glasovnice. In pol pač si ustvarim neko svoje mnenje, tako pač na prvo žogo. In pol vidim nek drug video. In zdaj v tem videu recimo nekdo govori ali pa je malček bolj razloženo. In v tistem trenutku, ko se malček bolj poglobim v neko zadevo, pride v moje možgane enormna količina informacij in tega ne znam drugače opisati kot tako, da si predstavljaš, da v roku 1 minute ti dobiš recimo vso snov osnovne šole od enkrat v enem kosu, tako prav se ti naloži v možgane vsa možna snov. In zdaj pa te nekdo vpraša, oziroma ti nekdo reče, povej nekaj, ne, povej bistvo. Pač to je enormna količina informacij in kje naj zdaj jaz najdem to bistvo, sploh ne vem, kje začeti, ne. In pol se jaz naredim tako, okej, dajmo zdaj od začetka tuhtati, ne, gremo na začetek, pa jaz začnem razmišljati po vrsti, analizirati, kaj je zdaj ta prva stvar in pridem do nekega zaključka. In rečem, to je to, evo, zdaj imam razdelane te informacije, imam popredalčkano, mi je jasna stvar, zdaj bom pa jaz recimo posnela video ali pa nekaj napisala na to temo. In pol recimo grem na Facebook in najdem, ne vem, objave drugih ljudi, ki v bistvu so povedali, pišejo v objavah točno to, kar sem jaz želela povedati, ne. In pol vidim, pa dobro, saj to so ljudje dojeli, gremo naprej. In pol jaz začnem razmišljati naprej in pridem do neke take teze, ko je prav ono, ko bi zadeva prevagala, ne. Mislim, prevagala, ko bi bilo jasno, kot beli dan, kaj se dogaja, ne. In pol grem recimo spet na Facebook čez en čas, pa najdem eno objavo nekega človeka, ki pa pove nekaj čisto kontra. Pač čisto kontra, čisto kontra in itak je zgrešeno to, kar je povedal, vsaj po mojem mnenju. Ampak ko jaz to preberem, meni pade vse dol, ker ugotovim, da pač je folk, ki ne bo hotel sprejeti resnice, pa če se postaviš na trepalnice. In bodo trdili svoje in bo Golob za njih kralj. To sem videla eno objavo, ki je nekdo napisal, da Golob je in bo vedno 100% kralj, ker ne vem kaj. In pol, ko prebereš take objave, pač vse te mine, ker
Pač zakaj bi sploh govoril svoje mnenje, ker na koncu itak je pač del folka, ki bo vedno mislil drugače in zakaj bi se tle neki zdaj kregali, pa lej. Tako da bom jaz to malček spustila, tole dramo politično, ampak bom se bolj fokusirala na energije v politiki. Ne bom spremljala realnega dogajanja, ampak bolj energijsko dogajanje. In kot sem že obljubila, bomo začeli raziskovati tele poslance naše in začeli bomo z Zoranom Stevanovičem. Jaz sem malo prej naredila za njega energijski vpogled, bil je zelo skrivnosten. Ga bom zdaj posnela, objavljen pa bo predvidoma v soboto dopoldne, ok? Tako da se vidimo takrat s tem. V nedeljo pa bo verjetno objavljena napoved političnega dogajanja oziroma napoved politične prihodnosti. Jaz sem želela to rubriko opustiti, potem pa sem malce gledala statistiko in sem videla, da je to v bistvu najbolj popularna vsebina na tem kanalu in sem rekla, če je tako popularna, potem zakaj bi jaz to prekinila, dajmo to provat furati še nekaj časa, ker na koncu koncev je vseeno zanimivo in se vedno se nekako tako lepo poklopi s tem, kar vidim in kar začutim. Tako da to je zdaj zaenkrat do konca tedna, kaj se obeta tlele na tem kanalu. Bomo pa videli pol, kako pa kaj naprej. In ja, se že veselim. Evo, zdaj grem posnet, da vidimo, kaj bo Zoran Stevanovič se odločil, ker sem mu dala en ultimat. In ja, se vidimo kmalu. Čau!